Malce smešen počutim, ker bom govorila o močilnih napravah, oblekla sem se pa v leder oblekco in se počutim kot rebel, kaj je, ne vem, sredo moj kot glava sekal, ne vem, zakaj da. Čau Eleni, kje ste, kako ste? Alenka tukaj in danes bomo govorili o videu, ker načeloma ni bil izglasovan, ampak zanj ga glasujemo in razmišljamo o njemu že basically od štarta mojega YouTuba, tako da po mojem, da je zadnji čas, da danes govorimo o tem videu. Okej, ne bomo samo govorili o močilnih napravah iz srednjega veka, takrat so mogoče načeloma najbolj grozne, ampak bomo tudi iz drugih obdobij, oziroma ena je dokaj moderna, mogoče dve, kakšne še danes uporabljajo, pa so stare, tako da ne bomo se skoncentrirali v tem videu na časovno obdobje, ker po predspojencih niti nisem izpisovala, hodila sem sam iti čez to, kakšne grozote so ljudje kdaj doživljali, ali pa jih mogoče še zdaj. Jaz sem to brala, jaz mislim, da imam dober želodec, zato vas tudi opozarjam, če kdo nima, zna biti, da komu, ne vem, vmes plisna jest, še pit ne med tem videjem, ker očitno še hujško, ker včasih so bile, ne vem, bolezni, ali pa kuga, ali pa lakota, ali pa porodi, ali pa medicina, očitno je bilo še nekaj hujšega in to so oblike mučenja, ne samo smrti, ampak mučenja. Ne bomo govorili o tistih najbolj boring, ker nima smisla, ne bomo govorili o utopitvah s kamni, ne bomo govorili o, ne vem, natezevalnicah, ker verjetno veste, da obstajajo in nič novega ne moram povedati. Bomo govorili o kakšnih sovno twisted, brutalne, glavnem, gremo čim prej začetek. Na prvem mestu imamo mogoče najbolj blago, ker sem jih našla, in sicer kitajsko mučenje z vodo. Kot lahko ugibate, prihaja iz Kitajske, kdo bi si mislil, korona, mučenje z vodo, Kitajska, ali. Ta oblika mučenja je bila bolj psihološke kot fizične narave. Mene zanima, kako bi zdržala ta pritisk recimo uro, dve, tri, da vidim, koliko, preslej se je žrtvi zmešala. Zakaj? Ker je bila tesno prevezana z vrvjo, da se ni mogla nikakor premikati, bilo je pa naštelano tako, da je pa žrtvi na glavo, ponovadi na čelo, tukaj na sredino kaplala v nedogled kapljice vode. Ponovadi je mogla biti to nujno mrzla voda, pa definitivno je mogla biti v enakomernih presledkih, tako v istem ritmu, ves čas, punk, punk. In od tega se je zmešala, ker je žrtev pač ni mogla itak nič narediti, je pa dobila preslej občutek, da je ta voda, te kapljice vode, ki padajo dol, delajo luknjo v glavo. In predvsem je vedno prišlo do tega, da se mi je zmešala. Mene zdaj zanima, koliko časa bi en normalen človek danes zdržal to, preden mi ne vem, kaj se je zgodilo. Tako zanima me, zakaj je to grozen efekt, pač ne, da bom jih probala, ampak me pa res zanima. Druga oblika mučenja, ki ga bom predstavila, je mučenje z bambusom. In tle prva stvar, ki sem jo jaz pomislila, pa ki verjetno tudi mi pomislite, je to, kako hudiče lahko mučenje z eno bogo rastlino, karkoli posebenega. Komentirajte mi, če kdo pozna to obliko, ker meni se zdi taka simple, kruta, ampak je tak, no, prvič sem slišala, nova. Kaj je problem pri bambusu? Njegov glaven problem in pač prednost pri mučenju je to, da hitro raste. Zdaj pa če pomislite, kaj so s tem naredili, ja, samo čez noč recimo so privezali žrtev na sadiko bambusa. Raste korenito, raste in pač prodre vse. In ja, če so te konkretno privezali čez bambus in če je, ne vem, to trajalo par dni, te je basically bambus prebodil. Super! Zdaj pa odvisno, koliko časa so se pustili, ali to, da te je malo prevrtal, ali te je do konca prevrtal. Tretja oblika mučenja, meni osebno najbolj grozna. Imenuje se sopihajoči bik. Sopihajoči bik je dejansko realno velik bik, samo da ni žival, ampak je kovinski iz neke kovine. Zdaj sem slišala dve različne informacije, ali da od spodaj naredijo, je luknja, da človeka dajo noter, ker od znotraj je ta bik votel, torej ta kovina ima to luknjo v sredini, ali pa edini vhod ali izhod čez gobec, čez usta bika. Zdaj nisem ziher, ker sta dve različne informacije. Ko dajo človeka noter, ne vem, komu že tako sana, ki se o tem govorim, kva bom rekla, skratka, ja, od spod zakurijo, torej basically si v kovinski kletki, v kateri se praktično nič ne moreš premikati in se začneš sevreti. Taka mučna, ker kakorkoli se človek obrnil, ga je zacvrl, zdaj ne vem, boš na istem mestu, ležiš, da te sam na enem mestu. V glavnem, par ur je lahko trajalo to, oziroma tam mislim, da je bilo 20 minut do par ur. Zakaj se ta tehnika imenuje sopihajoči bik? Zaradi tega, ker je bila cela ta
konstrukcija tako široka in debela, da se ni žrtve not nič slišali. Kriki so bili čisto zadušeni, vse, kar je ven prihajalo, je bil v bistvu čez nos tega dima, tega bika pač dim. In zato se mu reče sopihajoči bik. Mislim, freaking brutalno, no. Naslednja vrsta mučenja je natikanje na kole. Vem, da je ta že dokaj klasična in verjetno veste, o čem govori, sem pa imel še majčkeno detajle. Torej, žrtvo so ponovadi nabodli na nek zelo špičast kol in sicer ponovadi šlo to čez anus noter in potem načeloma je nek telesu ven pogledali. Ponavadi je bil plan, da jih nataknejo na ta način, da človek živi naprej, ne da umre takoj, ko ga prebodejo. Včasih je bilo tudi tukaj čez in še zmer nekako, ne vem, kje to lahko gre, da pač žrtev naprej še živi. In zelo tipičen primer tega natikanja na kole je bil dejansko Vlad Tepeš. To je pa ta oseba, po kateri je navdihnen grof Drakula in ravno zaradi tega, ker je toliko ljudi, on takrat ne vem koliko 100 jih je po moje bilo in jih je on natikal na kole. On je bil pa tudi, kot sem že v videu Psihopati govorila, psihopat, zelo očitno po vseh opisih. On jih je lepo natikal, oni so lahko 48 ur umirali, on je pa zraven lepo ponovadi obroke imel, pa jedel, pa čeliral in jih opazoval, tako da wow! Naslednja je železna devica, to bom samo omenila, ker vsi poznate, ker je ona, ki je v bistvu nek pokončen sarkofag, v katerem so špice in te špice te prepadejo lih toliko, da še vedno ne umreš. Menim, da vsi poznate, hočem pa omeniti samo zaradi tega, ker je v angleščini to pač Iron Maiden in jaz sem šele zdaj dojela, da se ta band imenuje očitno po mučilni napravi, tako da samo da veste, samo šeram. Thank me later. Naslednja je pa to, ko sem prej govorila, da v kakšno vmesnih je novejša, oziroma ta ne bi bila predvsem prevladovala v 20. stoletju, se pa je še zgodi tudi danes. In sicer mučenje z bencinom. Kako? Tako da žrtev je zvezana, ponovadi sedi na tleh in mu čez prsa dajo ali pa ji čez, oziroma ta del dajo gumo od avtomobila, pač nataknejo nanj, ta guma je prepojena z bencinom in to gumo z bencinom prepojeno pržgejo v ogenj. In ja, valjda ne umreš kuj, ne vem, zakurijo se lase, tle, pač itak je nočna mora in to traja tam 20 minut, tako da je res super, super oblika mučenja. Rekla sem, 20. stoletje je bilo pa to večinoma povezano s kakšnimi mafijci, to je bila neka fora mafije ponovadi, ali pa je tudi neka tipična kazen za nekoga, ki koga posilil. Naslednja oblika je tudi ena taka nasty, res nasty, sploh oni, ki so vražite podgane. Jaz osebno niti ne, ampak še zmer, kdo se to spomne, resno, kdo je toliko twista, da se to spomne, pa sej, ajde, se domišljamo tudi jaz dobro, sem, da pa je to, ne vem, včasih to gledala, recimo, kaj folk na ta način umiral, pa uživala, mislim, ko je bilo lahko tako množice ljudi, ki so uživali ob teh stvarih, meni to ni jasno, sploh če so vedeli, da njih to lahko doleti, se pravi, če se v srednjem veku nekomu ful zameril, si lahko čez noč bil na njegovem mestu, zaprav, zakaj so vseeno uživali ob tem, to mi ni jasno. Je to normalno? Ne mi en tako psihološko to razloži v komentarjih. Mučenje s podganami. Kako? Žrtev leži na tleh, spet zvezana, da ne more nič. Na trebuhu ima kletko ali pa posodo, nekaj skratka, in noter v tej kletki je podgana ali pa več podgan. Na vrhu te kletke oziroma posode je pa žerjavica, oglja, torej spet nekaj z vročino povezana, ampak v tem primeru tudi trpi podgana, ker na vsak način želi izbežati v vročini in instinktivno ravnatelj ni druge opcije, kot da podgana se želi rešiti in edina opcija je, da se reši tako, da se prekoplje čez telo žrtve pod kletko, kar pa basically pomeni, da ti razžre trebuh in notranji organe in spraska in zgrize, ker se poskuša rešiti, zdaj ne vemo, so se podgane rešili ali ne. Je pa pa, če mogoče še ni smrti, tudi dajo pa še tisto žerjavco, ki je bila gor, pa je noter tisti del, ki je spraskan, tako da. Naslednja oblika mučenja je Judas Cradle. Tega nisem sploh prevajala, je pa basically tak stol v obliki piramide, sej bo na slikah. In ja, sej čisto veste, kaj se zgodi. Žrtev posedajo gor na ta Judas Cradle, na to piramido, lahko je bolj špičasta, lahko je manj špičasta, ponovadi lesena, ni nujno lesena. Obenem si pa tudi zveza na ta način, da te lahko skozi bolj gor natikajo in ponovadi je bilo to povezano kaj z zaslišanji, se pravi, ko so te natikali na to napravo, so te recimo še zasliševali, da si nekaj povedal. Karkoli so že rabili, noge sta obe skupaj zvezane, ker v bistvu, če eno premakneš, tudi drugo premakneš in fora je, da po eni strani
bolj si se premikal, bolj je bolelo in logično si se premikal zato, ker je bolelo in si v začaranem krogu bolečine. Itak pač nataknejo to, ne vem, žitek na anus ali pa na nožnico ali pa kamorkoli je žitek luknja. In pol, če ne umreš od samih ran, umreš pol od zastrupitve, zaradi tega pač infekcija, ker ponavadi niso tega nikdar pucali, se pravi, iz ene žrtve na drugo in tudi če bi preživel ali pa če bi jim dal vse informacije na konec. Jaks. Še hujše je to, da so dejansko te žrtve, če so jih še rabili za zasliševati, so jih preprosto zvečer odtaknili in drug dan zjutraj nadaljevali in to je moglo biti sploh krasno. Tle umreš ali od zastrupitve, ali od šoka, ali pa tudi fizičnega napora. Prišli smo do zadnje oblike mučenja. Ta mi je toliko čudna, ker ta je resno nasty, čist je nasty, sam, ko začnem govoriti, bom tako smešna, ne, glavno, je banja, ponovadi je bila ta banja lesena. Dali so te v banjo, če sem prav razumela, tudi v vodo, ampak samo glava gleda ven. Zdaj, definitivno moraš biti zvezen, če ne bi ušel ali kaj ti naredijo. Kaj sledi? To, da ti obraz namažejo z medom. In to mi je ta smešen del, ki deluje tako cute in sweet, ampak definitivno ni, ker le govorimo o mučenju. Tebi je pa res hudo v lifeu. In zato, ker si sladek, pridejo na te žuželke, načeloma je muha najprej in te muhe začnejo lepo glodati in tega se le nabere in ni več tako cool. In to potem traja in traja in traja. In ta še ena izmed unih groznih, ker pač trajajo in ti v bistvu začneš razpadati tam. Žuželke te jejo in potem valjda pridejo megac in gliste razne in te ličinke in te stvari, ki začnejo te jesti, ki basically mislijo, da si mrtev, I guess. In pa dejansko začne živ razpadati in si v tisti vodi ali karkoli že je noter v delčkih se, v glavnem. A med čutek so te teme tako grozne in po drugi strani toliko zanimive, ker hočeš vedeti, po drugi strani bolj nočeš vedeti. Resno, pa saj ni vse perfekt, ful enih problemov, pa korona nas napada, ampak še zmer, dokler nimamo takih mučilnih naprav, jaz mislim, da smo kar lepo napredovali. A se strinjaš, da je kepco? Kepco, da nam ni toliko hudo, ali pa BMX kepca. Talalalalala. To je to za danes, zdaj še en video posnet, se vidimo kmalo, aj čau, alien mama, bye bye.